Spletnega vplivneža Aleksandra Repiča, ki se na družbenih omrežjih predstavlja z nadimkom Nepridiprav in se je nedavno ostro lotil predvolilne kampanje predsednika vlade Goloba in vladajočega gibanja Svoboda, so danes po prihodu iz Dubaja, gledate posnetke z mobilnega telefona, aretirali na brniškem letališču. Ob tem pa so kriminalisti izvedli še 4 hišne preiskave. Razlog? Po naših informacijah sum izsiljevanja odvetnika Sebastiana Krčmarja, ki ga je Repič obtoževal nadlegovanja mladoletnikov in iskanja neprimernih kontaktov z njimi. Dobili smo posnetke domnevno njegove partnerke, ki je dogodek snemala. Pa ne dotikaj se mene, ti! Ne dotikaj se mene, ne dotikaj se mene. Ne bom. Ne bom, bom se moje stvari, ne bom. Ja, pa boš pa lepo počakala. Ne bom. Ne bom, bom vse snemala. Ja, ker imam pravico, ja. Ne bo se Ja, bom. Ja, bom. Anže Božič, zakaj gre in ali je zadeva kakorkoli povezana z nedavnimi napadi na Instagram profile Goloba in njegove stranke? Torej, na policiji so nam potrdili, da so po prihodu iz tujine danes na letališču res pridržali eno osebo, kot kažejo posnetki Aleksandra Repiča, ki ga sumijo izsiljevanja. Pri tem pa naj bi imeli policisti po naših informacijah nalog sodišča za njegovo pridržanje, postopek pa naj bi vodilo in usmerjalo državno tožilstvo. Pri 2 fizičnih osebah v Ljubljani in v Novi Gorici pa potekajo tudi hišne preiskave. Očitno bi lahko šlo za posledico kazenske ovadbe, ki jo je proti spletnemu vplivnežu januarja letos vložil odvetnik Sebastian Krčmar. Ta namreč trdi, da mu Repič in več drugih oseb grozi in ga izsiljuje za denar v zameno za nerazkrivanje podatkov domnevnega nadlegovanja mladoletnikov. Odvetnik Krčmar vse obtožbe zanika, medtem ko je Repič na svojih socialnih omrežjih objavil o tem več domnevnih pričevanj in se z odvetnikom tudi soočil na 4 oči. Ali je torej zgodba politična? Ne, odgovarjajo na policiji, pač pa preganjanje kaznivih dejanj. No, medtem ko je po odmevni spletni vojni z gibanjem Svoboda na socialnih omrežjih več opozicijskih poslancev, med njimi tudi podpredsednik SDS Zvone Černač, hitro namignilo, da bi lahko šlo za politično montiran proces. Repič se na telefon ne oglaša, prav tako ne tudi njegov odvetnik, no spletni vplivnež pa ima sicer kar bogato policijsko kartoteko, med drugim je odgovoren oziroma soodgovoren celo za smrt osebe iz objestnosti, nekaj časa pa je presedel tudi v zaporu. Anže, hvala.